ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo gostili Klaro Selšek, ki se je pred približno 2 letoma preselila na Dansko. Sogovornica trenutno živi v kraju Odense, kjer se je rodil znani pisatelj in pesnik Hans Christian Andersen. V naslednjih nekaj minutah pa bova spregovorila o življenju na Danskem, pa tudi o tamkajšnji naravi in ljudeh, zato vabljeni, da ste v naši družbi. Klara Selšek, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav s severa. Pot vas je vodila na Dansko zaradi službe vašega partnerja. Kako je prišlo do te odločitve in verjetno ni bila najlažja? Sploh ni bila lahka odločitev. V resnici je bil kar velik izziv takrat tudi za naju, kaj narediti, kako se odločiti, ker predvsem jaz sem imela eno tako lepo, zelo udobno življenje doma v Sloveniji, v Ljubljani. So bili to kar izzivi, ampak potem na drugi strani se je pa pojavila radovednost, pa želja po novem, pa ena taka dobra ponudba za zaposlitev za mojega partnerja. Tako da, ko sva to pretehtala, sva se odločila za dogodivščino, dajmo tako reči. Kakšni so bili ti začetki te dogodivščine, ko ste prišli na Dansko? Ste jo pred selitvijo mogoče tudi že kdaj obiskali? Ja, pred selitvijo sem bila enkrat tukaj na potovanju, še v času svoje srednje šole, ampak od takrat se nisem prav veliko spomnila. Če pa zdaj gledam nazaj, bi rekla, da so bili začetki najlažji. To je bilo tisto obdobje navdušenja in raziskovanja novega in spomnim se, kako sem v prvih tednih tako res veselo kolesarila po tem svojem novem mestu in iskala luštne kavarnice, letne kotičke v pristanišču, raziskovala, skrite ulice, se navduševala nad telimi pisanimi danskimi hišicami, tako da začetki so bili, res najlažji. Takrat še je en tak občutek, da si šel na potovanje. Takrat se še možgani ne zavedajo čisto dobro, da zdaj boš tukaj živel. Podnebje in narava se nekoliko razlikujeta v primerjavi s Slovenijo. Kako ste se navadili na te razlike in morda katere zdaj najbolj opažate? Podnebje in narava sta kar drugačna od naše slovenske. Ena taka neprijetna sprememba je, da je tukaj precej veliko dežja, tudi veliko ene take sivine, ene megle, sploh v zimskem času. Ampak mogoče je to za nekoga, ki je prej živel v Ljubljani, malenkost lažje, ker je navajen teh okoliščin. Druga taka stvar, ki je bila zame kar naporna, so dolge noči po zimi. Takrat je res precej malo sonca, sonce pozno pride pozdraviti in precej hitro se poslovi. Tako da to je bilo kar tako neprijetno, sem imela kar malo težav tisto prvo zimo, da sem se navadila na to spremenjeno temačnost. Ampak zaproti v temu so poleti dnevi res dolgi in kar ni jim konca, tako da se pol malo odtehtano. Se Danska odkupi za malo bolj bedno zimo. Veliko imamo tudi vetra, ker živim na otoku in Danska je tako in tako cela sestavljena iz otokov. Ni nobene gore, vse je precej ravno, tako da ko veter piha orang. In to vleče z vseh koncev in krajev. In zelo se pozna, da ni nobene gore. Za nekoga, ki je bil navajen vsakič, ko se je z avtom odpeljal nekam, kamorkoli 15 minut stran od doma, videti vsaj kakšen hrib, če že ne kakšne zaresne gore, je tle kar hecen, da v bistvu kamorkoli pogledaš, je vse ravno. Je pa res, da je zelo veliko otokov, veliko morja. Na Danskem velja, da se ne moreš peljati več kot 2 uri, da ne bi prišel do obale. Tako da sem se pol začela zabavati s tem, da sem začela opazovati vse te otoke, pa plaže najrazličnejših oblik in sestav, pa kakšne klife sem pa tja. Tako da se pol navadiš gledati druge lepe stvari in seveda zelo ceniš tiste, ki jih pa pogrešaš od doma. Ja, vi živite na otoku Fyn v mestu Odense, 3. največjem danskem mestu s približno 200 tisoč prebivalci. Kako podobno ali drugačno je to mesto, če ga primerjate recimo z Ljubljano ali Mariborom? Tako mestno središče bi jaz rekla, da ni zelo drugačno. Tako je en tak živ utrip, se skozi kaj dogaja, skozi so kakšni festivali, skozi so kakšni koncerti, dogodki. Polet je seveda to, kar sem že omenila, tukaj zelo opazno, da je dan zelo dolg in ljudje to izkoristijo in so zunaj do zadnjih sekund, kakor se le da. Mogoče se pozna to, da je tukaj več dežja, kar se tudi vidno, da so Danci tega zelo navajeni in jih načeloma vsaka manjša plohca niti ne vznemiri kaj dosti, oni pač mirno
počnejo naprej tisto, kar so prej počeli. Se mi zdi, da v Ljubljani smo se malo prej spravili pod streho v takih primerih. Sicer pa ja, sam center, kar se tiče tako enega vzdušja ali pa bivanja, se meni ne zdi spet toliko zelo drugačen. No. Mogoče bolj oddaljeni deli mesta od centra so pa mogoče tukaj za občutek bolj urejeni ali pa se vidi, da ne gre toliko enega truda samo za centralni del, ampak tudi za okoliške konce. No, in to se mi zdi ena taka razlika. Sicer pa je razlika tudi ta, no, da jaz tukaj živim v mestu, ki ni glavno mesto, medtem ko Ljubljana pa je, jaz še vedno za kakšno stvar moram se odpraviti v Kopenhagen, ki je oddaljen približno uro pa pol z vlakom. Medtem ko v Ljubljani sem se pa samo na kolo sedla pa zapeljala par minut. Vi ste po izobrazbi pedagoginja in kognitivno-vedenjska svetovalka, zdaj delujete na področju psihoterapije. Kako velika ovira je bil jezik na začetku vaše poklicne poti v drugi državi? Danci res govorijo zelo lepo in zelo dobro angleščino. V veliki večini, kogarkoli srečaš, ne bo imel problemov s komunikacijo v angleščini. In to tujci, ki tukaj živimo, zelo s pridom izkoriščamo in to je tudi ena taka velikrat ovira pri učenju danščine, ker malo zmanjšuje motivacijo. Od začetka, še preden sem se začela danščino učiti, sem pač res z vsemi komunicirala v angleščini in to se zgodi tako hitro, tudi v resnici v trgovinah ali pa, ko se z nekom na ulici hočeš kaj pomeniti, ko zaznajo, da si tujec avtomatsko preklopijo v angleščino in gre pogovor naprej v angleščini in to je to. In se da z angleščino kar dobro preživeti. Zdaj prav na poklicnem področju je pa to malo drugače. Jaz imam zelo veliko klientov še vedno iz Slovenije in z njimi delam preko spleta v slovenskem jeziku, kar mi je veliko veselje, da lahko delam v slovenščini, in da jo uporabljam tudi v teh poklicnih sferah. Tukaj pa večinoma delam v angleščini. No, tako se mi zdi, da tudi, ko bom enkrat dansko govorila malo boljš, je za namene uporabe v psihoterapiji vseeno potrebna tako visoka raven ali pa tako eno res dobro znanje jezika, no, da Bog ve, kdaj bom toliko sigurna, da si bom upala ta proces peljati prav v danščini, če sploh kdaj. Na mojo srečo je zelo veliko tujcev, ki živijo v tem mestu, kjer živiva tudi midva, tudi univerzitetno mesto in je pa tudi veliko študentov z vsega sveta, tako da je tudi potreba po angleško govorečem psihoterapevtu kar visoka. Kako pa je danes z učenjem danščine? Kako gre? Ja, ob tem vprašanju malo zardevam. Na Danskem je sicer tako, da ko kot tujec prideš sem in dobiš rezidentstvo, si upravičen do tečaja danščine, ki ti ga plača država oziroma ti vplačaš neko kavcijo, potem pa, če uspešno opraviš tečaj, se ti ta kavcija vrne, če ga pa ne opraviš, pa si kaznovan s tem, da ti jo vzamejo. Tako da jaz sem se vpisala v to shemo in sem zaenkrat obtičala na drugi stopnji. Tako da zdaj se znam predstaviti, pa znam povedati, kje živim, pa kavo znam tudi naročiti, pa še kakšno malenkost povedati, se pa z jesenjo nameravam vrniti spet nazaj v šolo in nadaljevati, da bo mogoče lahko naročila še kaj drugega in ne samo kavo. Kakšni so Danci? Kako se razlikujejo od Slovencev in pa morda prej ste omenili te temne zime, sive zime, kako to vpliva na njihovo razpoloženje, počutje? Danci so, jaz bi rekla, zelo prijazni in zelo zadržani. Moje osebno prepričanje je, da če si ti prijazen, bo tudi svet do tebe večinoma prijazen in to se mi izkazuje tudi tukaj na Danskem, no, tako da ne morem reči, da imam kakšno zelo slabo izkušnjo z njimi, je pa dejstvo, da so bolj zadržani, kot smo mogoče mi malo bolj na jugu. Tudi malo več časa traja, da se priplaziš v kakšne malo bolj tesne odnose. Klepet to že gre, ampak da te pa nekdo okliče za svojega prijatelja, no, zato pa potrebuješ malo več časa pa truda. Ampak lahko, če si svoje izkušnje rečem, da se da in da je to tudi ena taka zelo lepa in zanimiva pot, no, opazovati, kako se odnosi tkajo tukaj na severu, kjer se to dogaja mečkan bolj drugače. Se mi pa tudi zdi, da so na te svoje temne, deževne, sitne zime oni kar zelo navajeni. Tukaj je zelo v uporabi termin hygge. To je, oni s tem opišajo eno tako vzdušje domačnosti in prijetnosti, ko, ne vem, doma na toplem pržgaš svečke in si obuješ ene tople volnene štumfe in si skuhaš eno veliko šalco vročega kakava in potem pod toplo dekco bereš knjigo in uživaš v tem občutku
prijetne domačnosti in to oni res prakticirajo. Tako, če se zvečer pozimi sprehodiš po mestu, boš lahko skozi okna, ker namreč na Danskem zelo redko uporabljajo zavese, boš lahko skozi okna dejansko videl res veliko ljudi, ki to počnejo. Ali pa družino zbrano, ne vem, na kavču, pa pijajo kakao, pa se pogovarjajo. Ali pa tako je res, se vidi, da poskušajo vnesti v življenje neke lepe trenutke, ko jim jih narava odzame s to temo in dežjem. To sem opazila, no, in se mi zdi tako zelo lepo. Je pa tudi res, da na Danskem se veliko ljudi vključi v neke take organizirane dejavnosti, sploh zaradi tega, ker čez zimo težko veliko stvari počneš zunaj. No. Je kar fino, če si vključen v neke krožke ali pa v neke take zadeve, kjer se lahko ljudje zberajo noter in nekaj skupaj počnejo. Tako da so take skupinske prostočasne dejavnosti, pa športni klubi, pa neke kulturne zadeve kar razširjeni. Tako, tudi med mojimi znanci pa prijatelji vidim, da imajo kar veliko enih takih dejavnosti, s katerimi se pol zaposlijo čez tole neprijetno zimo. Kaj pa življenjski standard? Kaj si je mogoče privoščiti z neko povprečno plačo, kakšen delež prihodkov, recimo gre za stanovanjske stroške in kako je z drugimi izdatki? Standard je relativno visok. Tako v povprečju ljudje kar dobro živijo, tudi kar pošteno delajo, ampak se mi zdi, da v povprečju res se poznano, da je standard majčkeno višji kot pri nas. Zdaj, kar se tiče deleža plače, ki gre za stanovanje, jaz spet tako ne morem čisto primerjati, ker sem prej živela v Ljubljani, zdaj ne živim v Kopenhagnu. Če bi bila v Kopenhagnu, bi bil ta delež bistveno višji. Rekla bi, da dava približno dobro tretjino ene plače zdaj za stanovanje. To razmerje je bilo absolutno v Ljubljani slabše, so dajala bistveno višji procent. Tako da z tega vidika to je kar lušten. So določene stvari, ki so tukaj zelo drage. Recimo jesti zunaj, iti na kavo, na kakšno pijačo zvečer, to je kar drag hec, no, oziroma grejo številke hitro zelo visok. Tudi davki so tukaj precej visoki. Je pa res, da pogosto slišim, da Dancev ti visoki davki ne motijo, ker oni pravijo, da lahko vidijo, kam pol ta denar gre in da se pol to nekako pozna v njihovih življenjih in zaradi tega čist mirno sprejmejo, da imajo pač oni visoke davke. Sicer pa plače so tukaj višje, stroški so pa tudi majčkeno višji. No, jaz malo težko čist direkt primerjam, zato ker tukaj imamo krone, danske krone in pol možgani to majčkeno pomešajo, ne gre ta primerjava tako gladko skozi, ampak dava malo več za hrano ali pa za neke take čisto osnovne življenjske potrebščine. No. Ampak pod črto mislim, da enemu povprečnemu Dancu res ni treba čisto nič jamrati. Kako pa je poskrbljeno za zdravstvo in šolstvo, če sistema primerjate s slovenskim? Ena zanimiva stvar recimo je ta, da ko si tukaj uradno urediš rezidentstvo in dobiš dokumente, avtomatsko instantno dobiš tudi osebnega zdravnika. Torej to gre z roko v roki. Ne vem, če imaš lahko urejeno rezidentstvo brez, da bi dobil tudi osebnega zdravnika, če ga ne izbereš sam, ti ga pač predpišajo enega iz tvojega okrožja. Sicer pa so izkušnje tako zelo različne. No? Jaz tudi, ko spremljam svoje prijatelje, ki so tukaj tujci, in ker vidim svoje izkušnje, so zelo različne. Jaz osebno nimam nobene slabe, tudi svojo osebno zdravnico sem zelo zadovoljna, stvari grejo hitro, v bolnici so zelo organizirani, če imaš kakšen specialističen pregled. Se mi je že tudi kdaj zgodilo, da sem bila že prej iz bolnice, ker sem prišla par minut pred svojim terminom, da sem bila prej ven, kakor pa bi bil moj termin sploh na vrsti. Tako hitro so me porihtali. Tako da ene stvari zelo dobro delujejo, no, kar se tiče takih birokratskih zadev. Glede šolstva pa težko rečem, ker nisem toliko v stiku z njim, no, kljub temu, da sem pedagoginja, zdaj tukaj ne delam na tem področju. Večkrat slišim, da so odnosi zelo sproščeni, načeloma velja za Skandinavijo, da niso tako hierarhični, no, ampak da so odnosi zelo enakovredni, tudi med šefom pa zaposlenim, pa tudi malo med učenci in učitelji in tako. Res pa ne vem točno, kako se to kaže v praksi. Upam, da bom pa lahko v prihodnje to še malo bolj raziskala. Kako po 2 letih življenja v tujini gledate oziroma vidite Slovenijo in razmišljate kdaj tudi o tem, da bi se morda vrnili? Ogromno stvari, ki so mi bile prej samoumevne, zdaj vidim kot zelo dragocene. Naša narava, gore, jezera, tudi ta naša majhnost, ki se mogoče kdaj kot tako čuti kot ena neugodna okoliščina, pa ima v resnici tudi veliko enih zelo velikih prednosti.
urejenost in čistoča, ki sta zares v Sloveniji na precej visokem nivoju. Pa tudi dejstvo, da sem prej lahko šla, na kavo s prijateljicami skoraj kadarkoli, pa domov na kosilo, pa da sem lahko začela klepetala s sestrama ob kozarcu vina, pa če je bilo v Ljubljani megla, skočila na Gorenjsko na izlet. Tako, kakšne take stvari, ki se ti zdijo doma toliko samoumevne, da jih včasih niti ne ozavestaš kot eno posebno darilo. Zdaj, ko obiščem domače loge, res vsako tako stvar zelo iz srca cenim. Drugače pa, mogoče tako, ko gledam na dom in na Slovenijo malo iz distance, se mi tudi zdi, da znamo Slovenci včasih kar malo preveč jamrati, no. Da je v resnici ful enega lepega, veliko čudovitih danosti, ki jih imamo in jih jemljemo za samoumevne, pa se znamo zelo hitro obrniti v tisto, kar nas moti, tisto, kar je lepo, pa kar malo spregledamo. Ja, to so mogoče kakšna taka spoznanja. Glede vrnitve, to je pa tako težko vprašanje, ki ga v resnici, ki mu ne morem najti odgovora, no. En del mene zelo hrepeni po tem, drug del mene se zelo prepušča zgodbi in opazuje, kako se bo življenje odvilo, tako da bomo videli. Klara Selšek, hvala za ta pogovor in sodelovanje v oddaji. Z veseljem, en lep pozdrav vam, sem na radiju, pa tudi vsem poslušalcem. To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audioarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko. Z ljudmi na pot.